S kitkom v svet pravljic. V današnjem potopu s kitkom v svet pravljic bomo prebrali ljudsko pravljico Gospod Mačkon. Ukrajinska pravljica, objavljena v knjigi Živalske pravljice z vsega sveta, za katero je pravljice izbrala in prevedla Jana Unuk. Z nami je knjižničarka Eva Šturm iz knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki. Neki mož je imel starega mačka, ki ni več mogel loviti miši. Zato ga je gospodar vzel in odpeljal v gozd. Le kaj naj z njim, samo zastonj ga bom krmil, najraje živi v gozdu. Pustil ga je tam, sam pa se je odpeljal domov. Pa je k mačku prišla lisička in ga vprašala: "Kdo si pa ti?" Maček je odgovoril: "Jaz sem gospod Mačkon." Lisička je rekla: "Bodi moj mož, jaz pa bom tvoja žena." Pristal je na to. Lisička ga je odpeljala na svoj dom, vse mu je poskušala ustreči, kadar je kjevila kakšno kokoš, je ni pojedla, ampak jo je prinesla njemu. Nekoč pa je lisičko zagledal zajček in ji rekel: "Sestrica lisička, zvečer bom prišel k tebi vasovat." Ona pa njemu: "Zdaj je pri meni gospod Mačkon, raztrgal bi te." Zajec je za gospoda Mačkona povedal volku, medvedu in divjemu prašiču. Sestali so se in začeli tuhtati, kako bi lahko videli tega gospoda Mačkona. Pa reče: "Najboljše bo, da ga povabimo na kosilo." In so se začeli dogovarjati, kaj naj kdo prinese. Volk reče: "Jaz bom šel po meso, da bo za juho." Divji prašič reče: "Jaz bom šel po rdečo peso in krompir." Medved reče: "Jaz bom prinesel med za poobedek." Zajec doda: "Jaz pa zelje." Ko so potem vse to napravili, so začeli kuhati kosilo. Ko so skuhali, so se začeli posvetovati, kdo naj gre povabiti gospoda Mačkona. Medved pravi: "Ne znam hitro teči, če bi bilo treba bežati." Divji prašič reče: "Tudi jaz nisem pretirano gibčen." Volk reče: "Jaz sem star in bolj slabo vidim, najbrž bo edino zajec pravšnji za to." Zajec je pritekel k lisičini, lisička pa je ravno pokukala ven in ker vidi, da zajec stoji na dveh tacah, ga vpraša: "Zakaj si pa ti prišel?" Ta ji odgovori: "Volk, medved in divji prašič vabijo, pa tudi jaz te vabim, da pridi s svojim gospodom Mačkonom k nam na kosilo." Lisička pa mu odvrne: "Ja, mi da bova že prišla, samo vi se poskrite, da vas ne bo raztrgal." Zajček je pritekel k njim in jim rekel: "Lisička pravi, da se poskrite, ker vas bo gospod Mačkon vse podavil, ko bo prišel." Ni pomoči, poiskali so si skrivališče. Medved je splezal na drevo, volk se je usedel za grm, divji prašič se je zarinil v suhljad, zajček pa se je skril v goščavo. Pa gledajo, kako lisička pelje svojega gospoda Mačkona. Pripelje ga k mizi, on pa opazi, da se miza šibi od mesa in reče: "Mav, mav, mav." Oni pa so mislili, da pravi malo, mav. "Glej ga lopova, lopovskega, še premalo mu je, še nas bo požaril." Gospod Mačkon je zlezel na mizo in je, da ga je veselje pogledati. Ko pa se je najedel, se raztegne po mizi. Divji prašič pa je ležal v suhljadi blizu mize in ga je ravno v rep pičil komar. Zato je zamahnil z repom. Maček je pomislil, da je to miš, skočil tja in ujel divjega prašiča za rep. Divji prašič je planil in je odcvrl. Gospod Mačkon se je ustrašil divjega prašiča, skočil je na drevo in začel plezati tja, kjer je sedel medved. Ko je medved opazil, da se maček vzpenja gor k njemu, je začel plezati po deblu navzgor, tako da drevo ni več zdržalo njegove teže in je, bum, padel naravnost na volka, toliko, da ga ni reveža zadušil. Ko sta skočila po konci, ko sta se pognala naravnost prece, je bilo komaj še videti. Zajec pa je stekel za njima in jo podurhal, da sam ni vedel,